Pozdravljeni in dobrodošli na dogodku Pratigore. Čaka vas čudovito doživetje. Program, ki mu boste priča, je zanimiv, vznemirljiv in čuten. Danes, na Svetovni dan gora, po celotnih Alpah in celo širše, poteka skoraj 100 dogodkov. To kaže na velik pomen in raznolikost literarne dediščine, ki jo delimo. V razpravi o alpski literaturi, kulturi in življenju v Alpah sodeluje več tisoč ljudi. V imenu Alpske konvencije vam želim čudovit dogodek. Stokrat že gledam to divjo lepoto, vedno v čudenju. Tančice me glas letijo gorske pašnike, sanjske podobe. Iz temnih grab se plasijo sence, sonce jih presije. Veter boža okraste šope trav, vse se izmika. Oslabelo sonce, sivina se zgoščuje, zmaguje senca. Gorsko jezero v čarobni globeli zrcali večnost. Gora, pusti mi blizu, vedno znova se moram povzpeti, visoko, do sonca. Iz tvojih svetov pije med in iz tvojih izvirov se napajam, da se znova zavem, kako zelo ljubim življenje. Črke naše abecede, samo 25 jih je, sestavljene v neskončnih kombinacijah, tvorijo besede. Te nam spet v neskončnih kombinacijah vseh vrst povedi odstirajo čudežne svetove vsega življenja, vsega, do česar smo se dokopali zemljani od zdavnaj do danes. Si predstavljate svoje življenje brez poznavanja črk, brez znanja branja? Jaz si ne. Berem. Vsak dan. Vsi beremo vsak dan. Časopise, revije, reklamne letake. Beremo naslove ulic, imena postaj, navodila za uporabo aparatov, vozne rede, podnaslove tujih filmov. Pa beremo vsak dan tudi knjige, prozo in poezijo, tiste knjige, ki jih postavljamo na sam vrh besedne kulture. Spoštovane gospe in spoštovani gospodje, danes nas povezujejo črke, besede, povedi. V 8 alpskih državah beremo gorniško literaturo, zgodbe, ki so povezane s tem svetom čudes. Povezujemo kulturo besede, jezika, knjige s kulturo varovanja narave, odgovornosti človeka do nje in sožitja z njo. Ob svetovnem dnevu gora, ki mu je namenjen prav današnji datum, tako tudi pri nas nocoj beremo gore. Veseli smo, da ste prišli, dobrodošli, pa kar prisluhnimo prvi zgodbi. Pozna jesen 1945. Materina želja po novem domu se je uresničevala. Stopili so skupaj in prišli so dnevi, ko je bilo na pogorišču veliko pridnih rok, ki so poprijele za delo. A čas takoj po vojni kmetom ni bil naklonjen, takim, kot so bili oni, pa sploh ne. Naj si je tedaj že močno bolan pisatelj Lovro Kuhar Prežihov Voranc še tako prizadeval, da bi drugače ravnali s kmeti, ni bilo pravega posluha. Neverjetno hitro so se pozabile njihove zasluge, njihov delež za ceno svobode. Tisti, ki nekoč ne bi preživeli, ko ne bi bilo kmečkih mater in kmečkega kruha, so na to najprej pozabili. Nekateri se niso mogli spomniti niti tega, kje in kdaj so pri kateri hiši jedli, katera hiša jim je med vojno stala ob strani in dala za svobodo toliko in toliko, tudi najdragocenejše, življenje. Druge stvari so bile pomembnejše. Elektrifikacija,
postavitev kulturnega doma, voda in zadruge. Rudi Mlinar in Ivana Vatovec sta nocoj z nami. Ker sta bila že nekajkrat gosta knjižnice, ju ni potrebno posebej predstavljati, pa vendar. Rudi je Korošec, Ivana Belokranjica. Splet okoliščin ju je pripeljal v Brežice, kjer sta zavestjo o pomenu kulture prežet zakonski par hitro našla pot med člane ljubiteljskih kulturnih društev. Predvsem pa jo poznamo po gonilni sili v dobovski besedi. Ves čas pa tudi ustvarjata, pišeta. Rudi je plodovit pisatelj, ki je širši slovenski javnosti znan kot avtor številnih romanov in dramskih del za otroke in odrasle. Njegova bibliografija je zelo bogata in najdemo jo na spletni strani. Ivana Vatovec pa je tista, ki se prva sreča z Rudijevimi deli. A tudi sama je literarna ustvarjalka. Preizkuša se predvsem na področju poezije, je avtorica več pesniških zbirk, nekaj proznih del pa podpisujeta skupaj. In prav to soavtorstvo nas nocoj zanima. Torej, redko je, da sta dva avtorja istega romana. Kako je nastajal tale vajin roman takore v duetu? Kako sta si razdelila dela? Najprej bom povedala, da sva en roman v dvojini že napisala leto pred tem. To je bil roman Vsa njegova križpotja. Zatem pa sva prišla do tega naslova V senci gore. In sicer Rudi je imel to srečo, da je bila ta Julijana, ki nama je to zgodbo pripovedovala, je bila njegova sodelavka v železarni. Rudi je potem naredil ogrodje, če rečemo tako. Potem smo pa vnašala vsak svoje dele. On je imel določene vsebino glede teh točk na Uršlji gori in v okolici. Jaz sem pa predvsem dodajala tja, kjer je njemu zmanjkalo. Se opravičujem. Rudi, s svojimi deli tako pogosto segaš v zakladnico zgodb Korošcev, kar kaže na tvojo trdno navezanost na klene in zavestne ljudi pod Peco in Uršljo goro. Naslov vajinega romana V senci gore že sam po sebi, pa tudi naslovnica nakazujeta, da nas bo pripoved vodila skozi temačni, težki čas. Gora se ves čas pojavlja kot nekakva molčeča kulisa dogajanja, ki pa s svojim molkom neprestano opozarja, svari ali pa pritrjuje. Senčna gora je nekakšna simbolika časov, ki so krojili usodo Rožankovih. Je tako? Zakaj je ravno gora? Ja, že v vašem vprašanju se skriva del odgovora, ko menite, da je gora je nekakšna senčna kulisa dogajanja, ki se odvija v romanu. Res je tako. Korošci, vse nekatere generacije pred mano, pa tudi še moja, so tesno povezane z svojimi gorami in hribi, ki obdajajo Mežiško dolino. Peca, ki je zapela dolino na zahodu, v votlini nedaleč od planinskega doma, skriva kralja Matjaža. Tega, kar kralj Matjaž oziroma je, pomeni za Slovence, pa ni potrebno razlagati. Tudi Uršlja gora, ki zapela dolino na jugu, je že stoletja gora simbol. Potem, kakšna je, ali je pokriva megla, je jasna, se je dobro vidi ali ne, so ljudje pod goro včasih pogibali kakšno govorenje. Od nje je bilo v veliki meri odvisno življenja ljudi pod goro. Spomnimo se samo dogodka iz prejšnjega govorca romana Jemnica, ko je gora zaprla poteške in vihnim oblakom, iz katerih se je vsula toča in uničila predele kmetov. Tu in tam me je vajina knjiga spomnila na že omenjenega Prežihovega Goranca. Koliko je ta koroški pisatelj, meni sicer zelo ljub, vplival na to pisanje
če sploh gre za to. Voranc mi je res nekako vzornik, kot on tudi sam piše večinoma romane, ki so bili na resničnih dogodkih. Vemo, da je Voranc vse svoje romane pisal skoraj po vsej resnični kulisi. Vorančev roman Jelnica, Dobrodot Povšanica, pa moje Svetli Šintaneva, Prvi doktor, Ni cvetela ajde, pa tudi ta, ki ga imamo danes v Senci gore, imajo za svoje izhodišče resnične dogodke. Kot Voranc torej zagovarjam trditev, da nam življenje piše najboljše romane, da se pisatelju ni treba izmisliti vsega, ampak lahko potegne snovi življenja, ki ga obdaja. Konkretno za prizorke pa se bo omenili, drži, da pri pisanju tega prizora sem se spomnil na samorastnike. In nekako nevede sem mu tudi podlegel, da je nastalo to, kar je prej prebrano bilo. Je pa zanimivo, da ste vi sploh prvi, ki je to ugotovil, nihče me še to ni vprašal. In sem prijetno presenečen, saj je iz tega razvidno, kako dobro poznate pisanje Preškov, Voranca, pa tudi moje. Hvala. Ivana Blakanica navaja na sončne strani Gorjancev, Mirne gore, kako pa je Uršlja gora vplivala na tebe in kdaj je Rudi popeljal Ivano na Uršljo goro, pred nastankom romana ali po romanu? Ja, na Uršlji gori smo bila kar nekajkrat, preden sva začela pisati ta roman. Jaz sem sicer si vse svoje življenje živela na hribe v gore, ampak enostavno mi ni bilo namenjeno. No, potem po nekaj pohodih na Šentvid na Liscu sva se odpravila z Rudijem na Uršljo. Tam sva bila v vseh letnih časih, razen po zimi, ne. Sicer pa se je ta najina hoja potem od Uršlje gore nadaljevala po planinah in jaz sem vesela, da sva se z Rudijem našla in da sva zdaj velikokrat na kakšnem hribu, kar mi prej ni bilo res, ni bilo priložnosti. Takole, vsebine knjige V senci gore ne bomo izdali, ne ostane skrivnost za tiste med nami, ki jo bomo vzeli v roke in prebrali. Hvala za tale kratek pogled v ozadje nastanka vajine knjige. Besedna in glasbena kultura nas vsaka na svoj način vodita skozi paleto čustev, razpoloženj, doživlja, nas notranje bogatita in plemenitita. Kultura besede in kultura glasbe gresta z roko v roki. V podporo nocojšnji besedi sta Veronikin glas in Jakobova kitara. Gore so in jaz sem z njimi. Da jih čutim pod kostmi tako, da ne gre, da ne bi mislil nanje in jim prepuščal nove sanje. Ta knjiga je namenjena ljudem, ki slišijo klic gora. Drugi z njo ne bi imeli kaj početi.
se je tako ali tako ne bi razumeli. Tega skrivnostnega glasu ni mogoče zaznati s sluhom, temveč le s srcem. Zato moraš biti z gorami na isti valovni dolžini, sicer te bo njihov klic pustil neprizadetega. Če pa si ga zaslišal, se klicu gora nima smisla upirati, saj pustil človekovi duši trajno sled, nekakšno infekcijo, zopre katero še niso našli zdravila. Gore so mi neizmerno obogatile življenje. Nisem premožen v materialnem smislu, pa vendar že se imam za bogatina. V več kot polstoletni gorniški karieri sem si nabral toliko doživeti, da jih ne bi hotel zamenjati za ves denar tega sveta. Kadar mi uspe velika tura, sem po njej bolj srečen kot tisti, ki je na loteriji zadel Mercedes. Slovenski smučarski Olimp je Kanjevec. V poletnem času prezrti velikan dočaka svoje velike dni, ko ga prekrije snežna odeja. Poletni obiskovalec bi ga komaj spoznal, se je videti kot nevesta v bleščeči beli obleki. Na to ohcet komaj čakajo številni svati s smučmi na nogah. Kanjevec se ponaša s slovesom najimenitnejšega smučarskega vrha v Julijskih Alpah. Ko prisopihaš smučmi na vrh, te čaka težka odločitev. S Kanjevca se v Bohinj spušča kar 7 prekrasnih smukov. Kateri je najlepši? Neumestno vprašanje. Glavnina izbere Velsko dolino in nadaljevanje v Krmo. Po kilometrih je to nedvomno najdaljša smučarska smer pri nas. Če imaš srečo, jaz sem imel le enkrat, lahko snameš smuči v moj strani. Če pa želiš smuči v Bohinju sneti, po možnosti pred slavno Mihovčevo gostilno na Fužini, jo je najbolje s hribaric mahniti v las. Vmes stoji mogočni debeli vrh in smuka čez njegove ogromne boke je enkratna. Če greš levo, torej čez Vazovški preval, imaš med potjo še 2 mikavni priložnosti. Prva je zahtevna strma smuka z debelega vrha, druga pa lahek uživaški spust z ogrado. Desna smer je bolj pustolovska, saj moraš najprej poiskati pot mimo globoke konte, nato pa se znajti na konjskih policah, zapletenem sistemu dolcev in žlebov pod južno steno debelega vrha. Skoraj nikoli mi to ni uspelo najti najboljšega prehoda in kazen za orientacijske spodrsljaje je v Bohinju zelene barve. Rušev je. Planinski vestnik velja za najstarejšo slovensko revijo, ki izhaja vse od leta 1895. Več kot 120 let prispeva k splošnemu kulturnemu razvoju planinske dejavnosti na Slovenskem, saj gore niso le rekreacija in šport. V vseh obdobjih je bila ta kakovostna revija ogledalo dela planinske organizacije, gorniške kulture, odraz splošnih razmer in duševnega doživljanja gora Slovencev. Polna je raznovrstnih informacij, znanstvenih in poljudno-znanstvenih člankov, planinsko-alpinističnih potopisov, prispevkov o varstvu narave in tudi leposlovnih zgodb. Odločila sem se, da grem proti lepi glavi. Polagoma sem se dvigala, občudovala mogočno steno gore, na katero sem se namenila in globoko doživljala tiho spokojnost čudovite doline. Tedaj pa mi je korak zastal. Nekaj metrov pred menoj je na stezi stal gams. Prelepa, čudovita žival.
Pripravila sem fotoaparat in naredila posnetek. Presenetilo me je, da žival ni zbežala. Počasi sem stopila naprej, lepe živali nisem želela prestrašiti. Gams pa je šel pred menoj po poti in se čez nekaj časa ustavil. Sledila sem mu in spet fotografirala. Približala sem se živali, ki pa je znova odšla le nekaj metrov naprej po stezi, potem pa zdelo se mi je, kot da me čaka. Spraševala sem se, kaj se dogaja, saj je Gams resnično plaha žival in se še nikdar nisem tako zelo približala. Kar nekaj časa je šlo tako in prišli sva do strme bele grape, pod katero vodi steza. Tokrat je žival krenila s poti v grapo in me spet vabila za seboj. Odločila sem se, da ji sledim in preden sem odložila palice, sem naredila še en posnetek. Zlezla sem nekaj metrov više in tam me je čakala Gamsovka ob svojem mrtvem mladičku. Njegova mehka dlaka je rahlo valovila v vetru. Mama Gamsovka je povohala malega, me pogledala, se dvignila na rob grebena in me opazovala. Srce se mi je krčilo v spoznanju strahotne bolečine, ki je ob izgubi malega doživljala. Skoraj bi zajokala, ko sem ji morala priznati, da nimam takšne moči, ki bi vrnila v življenje njenega lepega mladička. Vedela sem, da je pred nekaj urami še živel in spoznala, kako močno upanje in kako velika žalost sta pripeljala Gamsovko na stezo, kjer sva se srečali. Tiha žalost je vladala v dolini. Oblaki so zastrli nebo in prekrili jasno svetlobo sončnih žarkov. Stala sem tam in nisem mogla ničesar storiti. Kako nemočno sem se počutila. Kako kruto in neizprostno življenje. Toliko lepega je v življenju narave, pa vendar se dnevno srečuje tudi z bojem za preživetje, smrtjo. Močno sem si želela, da bi za trenutek zaživela v pravljici in bi s čarobno rožo vrnila življenje. Ampak nič se ni zgodilo. Dolg časa je neizprosten. Samo en napačen korak, le en preveč drzen skok in življenje ugasne. Ne, časa se ne da obrniti nazaj. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Poljubi me nežno, kot drugi hitijo, povabi me v mesto, kot drugi že spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki me še hrebenijo. Postaje vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče pod drugim, napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Vse je ena sama izginjajoča belina. Le v tenki senc ločijo stopinje, kjer sem hodil. Veter počasi briše drobne sledi drobnega človeka.
in ko bom se stopil, jih bo zasul snegom in nove poti bodo prekrile spomine. Zato bi rad trenutek še posedel na vrhu in sam sredi slepečih obzorij prelistal knjigo, ki jo nosim s seboj. Ned Zaplotnik je to knjigo napisal, preden se je 1983. podal na svojo zadnjo pot proti 8163 metrov visokemu monasluju v nepalskih Himalaji. Posvetil je svojemu najboljšemu prijatelju na tem svetu, ženi Mojci, kot pove v posvetilu. Poslušajmo odlomke iz že 9., tokrat spominske izdaje, v kateri sta tudi spremna zapisa doktorja Mihe Potočnika in Vikija Grošlja ter obširno fotografsko gradivo z Nejčevega življenja. Bil sem zelo bolan otrok, tako da so že naredili križ čez me. Celiakija in sklepna revma sta me toliko izčrpali, da sem celo hoditi pozabil. 7 let sem jedel samo prežvečeno, vso premečkano hrano brez kruha, testenin in drugih hidratov. Bil sem neodporen, ves zanikrn in lotila se me je vsaka bolezen, ki se lahko loti otroka. Ko sem začel hoditi v šolo, mi je bilo sila neprijetno, ker sem bil suh kot kost, le trebuh je bil napihnjen in bel, kakor pri mrtvi ribi. Mama je veliko pretrpela zaradi mene. Dobro vem, zakaj sva si na Brniku, ko sem se vrnil z Everesta, planila okrog vratu in je jokala kot otrok. Moj sin, s katerim sem romala od bolnišnice do bolnišnice, ga nosila na utrplih rokah, prebedela nešteto noči ob njegovi posteli in trepetala za njegovo življenje, je bil na najvišjem vrhu sveta. Tudi meni je mokrota silila čez rob. Vpisal sem se na psihologijo, vendar sem sredi nepregledne množice študentov in srednješolskega serviranja podatkov hitro izgubil veselje do študija. Čutil sem, da sem nepotreben, da nas je mnogo preveč in tako omejeno se mi je zdelo vse skupaj. Začele so se tudi čisto navadne denarne skrbi, ki sem se jih doslej uspešno otepal, ker me materialna stremljenja niso nikdar obremenjevala. Družina se je povečala za jokajočega člana in moral sem se zaposliti. V službi družbenega knjigovodstva sem postal pisarniški molj, čisto navaden kanclifuks, sredi gore pustih, zaprašenih finančnih obrazcev. Groza. Kako sem trpel v tistih pošastno dolgih 2 letih. Čudovito so sodelavci navadili name, tako čudovito, da me največkrat sploh ne opazijo. Kako rad bi jim dal vsaj košček hrepenenja, pričakovanja in sinjih daljav, ki jih nosim s seboj. Kako revni morajo biti ljudje, ki sedaj le sredi cigaretnega dima razpravljajo o osebnih dohodkih, o oblekah in avtomobilih. Sedaj le, ko gore žarijo v zahajajočem soncu. Nocojšnje branje gorniške literature je skupno delo Planinskega društva Brežice in Knjižnice Brežice. Da dodata piko na konec dogodka, k besedi vabim direktorico Knjižnice Brežice, magistrico Tejo Brkoč in predsednika Planinskega društva Brežice, Toneta Jesenka. Cenjene obiskovalke, spoštovani soorganizatorji in nastopajoči. Pravijo, da v gorah najdemo trenutke notranjega miru in ubranosti s samim seboj. Gore so mit in mik. Zagotovo si s temi besedami strinjate njihovi ljubitelji in vsi prisotni na današnji prireditvi, ki smo jo zgovorno poimenovali Brati gore. Če se nekoliko poigramo z besedami, dobimo 2 pomena. Brati v besedni zvezi lahko razumemo kot samostalnik, kot bratje in sestre gora. Lahko pa tudi kot glagol brati. Ta branje namreč
je povezan z osnovnim poslanstvom knjižnic po vsem svetu. In kot je bilo že uvodoma povedano, beremo vsak dan. Nekaj izvodov leposlovja in strokovne literature z gorsko oziroma planinsko tematiko smo vključili v razstavo zadaj in si boste lahko podrobneje ogledali po prireditvi. Predlaganim naslovom smo za predstavitev moderne alpske literature in kulture za pokušino dodali še nekaj svojih. Veseli smo pobude Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije ter Planinskega društva Brežice, da na današnji dan, Svetovni dan gora, pripravimo dogodek branja ali predstavitve literature, ki je nastala v alpskem prostoru. K obema predlogoma smo dodali še pesem. Pravijo, da z njo premikamo meje in ustvarjamo lepše svetove. Z današnjim druženjem prispevamo pomemben delček k ohranjanju tradicij in poudarjanju pomena kulture za življenje v Alpah, z organizacijo branj pa k širjenju branja nasploh. Gore so polne življenja, čistega življenja. Naužijmo si jih s pohodom ali pa z verzom oziroma odlomkom iz zakladnic naših knjižničnih polic. Spoštovani prijatelji gora in prijatelji knjige. Jaz mislim, da je zdaj pravi trenutek, da se kar takoj zahvalim ravnateljici oziroma direktorici knjižnice Brežice v imenu vseh planincev in planinskega društva Brežice kot celote za res izjemno sodelovanje pri pripravi te lepe prireditve. Skozi program ste spoznali, da je bilo kar nekaj razlogov, da smo se nocoj sestali tu. Najprej je Svetovni dan gora. To smo danes slišali celo po radiju. Drug tak razlog je, ki ni bil omenjen tu vmes, je 28. decembra je torej 1950. leta je bilo ustanovljeno naše planinsko društvo. Tretje je ta pobuda, ki je dala Nemčija in so vse države alpskega loka pristopile k temu in moram povedati, da je okrog 100 dogodkov v teh državah alpskega loka nocoj ob isti uri opravljalo takšno delo, kot smo ga opravili mi. Omenil sem že, da je bilo 7. avgusta 120 let, ko je Aljaž postavil na vrhu Triglava stolp, simbol. Ta pleh ima dušo, se je imenovala razstava o tem stolpu. In še ena, omenjena je bila 120 let Planinskega vestnika, najstarejše revije na Slovenskem, ki še vedno izhaja. In še ena, ob vseh teh slovesnosti naj povem, med nami je tukaj tudi Meta Petrič, ki je v soboto v Litiji, kjer je bila podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije, prejela spominsko plaketo kot zahvalo Planinske zveze za njen prispevek k razvoju planinstva na našem območju. In zdaj sledi seveda še zahvala. Zahvala vsem, ki so sodelovali pri tem dogodku, ki je, vsaj to, kar sem jaz spremljal, bil izjemno lep in kulturni dogodek. Napravi to zopet, ne hodi po poti, sreča mi nekaj, kar pride naproti.
To je naš prispevek svetovnem dnevu gora in pa k tej prireditvi Berem gore. Upam, da je, če nič drugega, mogoče tisto, ko sem jaz bral od Miheliča, izjemen človek, izjemno lepo piše. Mogoče boste to vzeli v roke. Verjetno pa boste vsi, ki niste še vzeli za Plotnika, boste to vzeli od danes naprej. To je bil tudi namen te prireditve, da mogoče posežemo, ko iščemo knjige, tudi po literaturi, ki govori o gorah. Drugače pa, itak smo vabili vse, ki imajo radi knjige in imajo radi gore. In tole, vsi tisti, ki to so, ste tu. Hvala. Se sreča ni nekaj, kar pride